Oj, otroci, spet je tukaj sreda in nova zgodbica o stonogi Piki. Vsi poznamo stonoge. To so prav posebne in zelo zanimive živalice, ki imajo ogromno nog. Kako bi te živalice trpele, če bi se morale vsak dan umivati, seveda te svoje noge, obuvati nogavice in čevlje. Veliko srečo imajo, da jim na teh 100 nogah ne zrastejo nohti. Kar vidim to grozo, kako bi trpele mame stonoge, ko bi svojim stonogim otrokom morale striči nohte. Na srečo stonogam ni potrebno hoditi v šolo in delati nič od tega, kar moramo delati mi ljudje. Narava in življenje pa nas vedno znova preseneča. Tako je bilo tudi med stonogami. Nekega zgodnjega jutra je prilezla na svet stonoga, ki je njena mama dala ime Pika. Mama stonoga je že takoj opazila, da je njena hči drugačna od vseh ostalih njenih otrok. Veliko bolj se je zvijala in migala s svojimi številnimi nožicami. In ko je prvič zaslišala ptičje petje, je začela ob njem plesati. Pikina mama je bila očarana. Druge stonoge in stonogci pa so govorili, da se za stonoge pač to ne spodobi. Mala stonoga Pika se sploh ni zmenila za to. Dovolj ji je že bilo, da sta njena mama in oče vedno zaploskala ob njenem plesu. Kmalu so vse ptice, pevke vedele, kako stonoga Pika rada pleše ob njihovem žvrgolenju in petju. Med sabo so kar tekmovale, katera ji bo lepše zapela, da bo Pika lahko plesala in plesala. Iz dneva v dan, ko je Pika rastla, so rastle tudi njene nožice. Ob plesu so postajale močnejše in spretnejše. Njeno telo pa se je ob ritmih ptičjega petja tako lepo zvijalo in upogibalo, da ji nista več ploskala le oče in mama stonoga, temveč tudi vse ostale stonoge in stonogci, ki jim prej njen ples ni bil všeč. Nekega dne, ko je stonoga Pika poznala že vse ptičje pesmi in se je na vsako pesem naučila poseben ples, sta jo obiskala čriček Tone in čebelica Marta. Predlagala sta ji, da pripeljata še druge čričke in čebelice, ki bi pomagali pticam pri njihovem petju. Pika pa bi si na novo glasbo lahko zmislila kakšen nov ples. Stonoga Pika se je tega seveda zelo razveselila in je bila takoj za to. Zbrali so se in vsi skupaj so pridno vadili ves teden. Najprej so se morali uskladiti godci črički in brenčeče čebele, ki so nato spremljali čudovito ptičje petje. Pika je bila očarana nad vsemi. Izmislila si je čisto nov ples, ki mu je dala ime Stonogi valček. Ko so glasbeniki in Pika dobro vse obvladali, so v dolini žafranov naredili prvi veliki nastop Stonoge Pike z orkestrom čričkov, čebelic in ptički. Na to predstavo so povabili vse živalice in živali od blizu in daleč. Na dan predstave se je v dolini žafranov trlo obiskovalcev, ki so v napetosti čakali, da se Stonogi valček začne. In res se je začelo. Zaslišali so se godci črički in brenčeče čebele. Nato so zapele ptice in priplesala je stonoga Pika.
Vsem v dolini žafranov je zastal dih. Vsi so občudovali Piko, kako spretno je plesala s svojimi 100 nogami in kako elegantno se je gibalo njeno telo ob zvokih glasbe in petja. Večkrat je njen ples zmotilo bučno ploskanje, a Pika je vse do konca zdržala in niti enkrat se ni zmotila. Na koncu se je še globoko priklonila in vsi so ji še enkrat zaploskali. Črni kos pa je še močno zažvižgal. Vse bi se končalo tako, da bi stonoga Pika s svojim orkestrom in pevci še večkrat pripravila plesni nastop za živali in živalice v dolini žafranov, če se ne bi oglasila stara sova, ki je Pikin nastop ves čas budno spremljala. Rekla je: takšne nadarjene plesalke plešajo na velikih odrih sveta, ne pa v dolini žafranov. Nastala je tišina. Vsi so prisluhnili sovi. Saj veste, sovo imamo vsi za modro in pametno. Povedala je, da se lahko dogovori v velikem mestu, da sprejmejo Piko v pravo plesno šolo, kjer se bo lahko naučila ogromno novih plesnih korakov. In tako je Pika poslušala s svojimi veliki očmi in od navdušenja zaploskala vsemi svojimi 100 nogami. Čez nekaj dni jo je sova poklicala k sebi, ji dala pismo za njeno plesno učiteljico in nasvet. V svetu ljudi boš edina stonoga, ki pleše. Verjetno te bojo po strani gledali in te ne bojo takoj sprejeli, tako kot tudi ni tvoja stonoga družina v dolini žafranov. A če boš pridno delala, se učila, se bodo kmalu navadili nate in ti dali priznanje s tem, da bojo občudovali tvoj ples. Tako se je stonoga Pika znašla v velikem mestu v plesni šoli. Najprej se je seveda morala navaditi na ljudi. Zdeli so se ji zelo smešni, ker imajo le po 2 nogi. Hoteli so, da pleše v baletnih copatih. Po večjih poskusih z obuvanjem pa so odnehali, ker so videli, da 100 nog ni tako enostavno obuti. Ugotovili pa so tudi to, da Pika prav tako dobro pleše brez baletnih copat. Veliko je vadila, plesala ob spremljavi velikega orkestra s pravimi inštrumenti. To je bilo še posebno všeč. Včasih pa je pogrešala svoja starša, brate in sestre ter vso dolino žafranov, a se je vedno potolažila s plesom. In končno je prišel dan njenega prvega nastopa na velikem odru. Plesala je glavno plesno vlogo, ob njej pa so plesali pravi baletni plesalci. Njej v čast so poimenovali ples stonogi balet. Ker je stonoga Pika postala prava baletka, je to zelo godilo. Njen ples je navdušil vse in tako je postala svetovno znana stonoga Pika baletka. In prva seveda s 100 nogami. Razmišljala je, vse, kar je rekla modra sova, je postalo res. Nastopala je po vsem svetu in uživala v plesu. A
po vsakem nastopu je stonoga Pika bolj pogrešala svoje stonoge starše, prijatelje in dolino žafranov. In nekega večera po plesni predstavi se je na mile solze razjokala. Prijatelji so jo tolažili in ji govorili, da jo bo žalost minila, a Pika je še bolj jokala in v trenutku se je odločila, domov grem. Poslovila se je, zahvalila vsem novim prijateljem za pomoč in za vse, kar se je novega naučila, in odšla. Ko je prispela v dolino žafranov, je najprej stopila do modre sove. Ko jo je ta zagledala, se sploh ni začudila. Le rekla ji je, le si zdržala, kot sem si mislila. Ples je nekaj čudovitega, tudi veliko si se naučila, a dom je nekaj posebnega, tam vedno ostane srce. Pika je bila začudena nad sovinimi besedami, ker jo je prav ona poslala v svet, a je s svojimi stonogami močno objela, rekla, pa ni nič, in odšla k svoji družini. Od takrat naprej je stonoga Pika vsak večer pripovedovala živalicam in živalim o svojih nastopih v tujih krajih. Plesala pa je samo še takrat, ko so godli črički, brenčale čebelice in pele ptice. In če slučajno kje srečate kakšno stonogo, jo nikar ne pohodite. Mogoče je Pika ali pa njeni otroci, ki vadijo ples in želijo biti takšni, kot je bila njihova mama. Tako, za danes je konec. Če vam je bila zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal.